V prostorih župnije Križevci pri Ljutomeru je potekalo že 10. državno tradicionalno ocenjevanje prleške gibanice. Na jubilejni prireditvi je tričlanska strokovna komisija v sestavi Tomaž Vozelj, Zdenka Tompa in Elvira Štumpf ocenila rekordnih 46 gibanic, ki so bile razdeljene v 4 kategorije. Tržni ponudniki, ljubitelji prleške gibanice, že drugo leto, pa tudi osnovne in srednje šole. Za organizacijo ocenjevanja skrbi društvo Kelih, ki ga vodi Tjaša Kos. Prleška gibanica je zdaj že tradicionalna prireditev, ki se letos odvija že 10. leto zapored, tako da praznujemo jubilej. Je pa zelo pomemben del petkovo dogajanje, to je državno ocenjevanje prleških gibanic. Prav ocenjevanje se je odvilo sleherno leto v 10 letih, zaradi korone v preteklosti pa potem prireditev, tista razgibana bolj, ni bila vedno organizirana, ker ni bilo pač možnosti. Smo pa res izjemno veseli, da smo zdržali 10 let in da prleška gibanica raste, da raste tudi samo državno ocenjevanje prleških gibanic in skozi to desetletje smo ga dobro razvili, tudi dodelali kategorije, v katerih sodelujejo tisti, ki prinesejo prleško gibanico na ocenjevanje, tako da imamo zdaj 4 kategorije, to so tržni ponudniki, ljubitelji prleške gibanice, lani pa sta se pridružili še 2 kategorije in to sta osnovne šole in pa srednje šole. Namreč videli smo v preteklih letih, da je mladina vedno pekla prleške gibanice in so sodelovali na ocenjevanju in smo rekli, da je pač zelo pomembno je, da delajo prleško gibanico vse generacije, da jo delajo tudi mladi in smo jim omogočili, da se izkažejo v svoji kategoriji. Število gibanic je na jubilejnem ocenjevanju, kot rečeno, zavidljivo. Ja, letos jih je, zdaj nimam točnega števila še, ker še vedno se prinašajo na ocenjevanje, ki se bo kmalu začelo, jih pa bo okrog 40. Kaj je oziroma kakšna je prleška gibanica, nam pove Tjaša Kos. Prleška gibanica je naša tradicionalna prleška sladica, ki ima temelje zakoreninjene že daleč nazaj v preteklosti. V preteklosti je bila to tudi glavna jed, sicer je pa priprava ni tako zelo zahtevna kot priprava tiste sosednje. Potrebujemo vlečeno testo, potrebujemo skutni nadev, smetanov poliv, pa tudi maščobni poliv in malce spretnosti, ko prelagamo plasti testa vlečenega in na njih devamo nadeve te. Prireditev Prleška gibanica 2023 je dvodnevna prireditev. Ja, torej naša dvodnevna prireditev je pa sobotni del dosti bolj razgiban in tudi zelo obiskan, kajti ocenjevanje je pač strokovno. V soboto pa pridejo na prireditev ljubitelji ne samo prleške gibanice, ampak odlične prleške kulinarike, vin, pohodništva, dobre volje, veseli ljudje, kajti zjutraj je štart pohoda, kulinaričnega pohoda Prleška gibanica, na katerem se ponudniki čez cel dan družijo. Pohod je dolg 11 kilometrov, več postojank je, kjer pa naši domačini, Prleki, predvsem iz naše občine Križevci, na postojankah pohodnikom ponudijo svoje dobrote. Tako tiste, ko jih spečejo, pripravijo, tudi kakšne napitke, pa tudi vino je na vsaki postojanki prisotno. Ker je pot dolga 11 kilometrov, nočemo to, da je konec 1, 2, 3, imamo več postojank, poleg tega pa je tudi ena daljša pri Kornusu, kajti tam se pohodniki tudi malce oddahnejo, dobijo toplo malico in potem se nadaljuje pot nazaj do začetne točke.
Tomaž Vozelj je bil eden ocenjevalcev zbranih prleških gibanic, ki je povedal, kakšni so kriteriji ocenjevanja. Zdaj tako, obstaja pravilnik o prleški gibanici. Mi se tega pravilnika držimo, to se pravi, da najprej pogledamo obliko, pogledamo barvo, pogledamo višino, potem pa seveda pride na pogled gibanica z prerezom, to se pravi, da vidimo, če so plasti skupaj pravilno zložene, koliko je debelina testa, koliko je nadeva, kakšna je zapečenost gibanice zgornjega, spodnjega dela in na koncu pride okus. Gibanice so bile razdeljene v 4 kategorije in Vozelj na morebitno razliko pri ocenjevanju oziroma točkovanju pravi. Mi v bistvu imamo kar enoten postopek samega ocenjevanja, to se pravi to, kar sem vam naštel, dejansko gledamo pri obeh. Res pa je, da pa pri profesionalcih, ki dajo gibanice za oceno za nek certifikat, tukaj smo pa v bistvu malo bolj strožji, da se dejansko ne odstopa od pravila, kakršna naj bi bila prleška gibanica. Pravijo, da so najboljši kuharji ljubiteljski kuharji. Kako na to odgovarja Vozelj? Zdaj tako je, pač tukaj se zgodi marsikaj, zdaj ne bom na glas povedal, kaj smo že vse doživeli v teh gibanicah, ampak ja, če neka jed pripravlja z ljubeznijo in dušo, se pripraviš, da boš to resnično naredil, običajno uspe in je ta okus dober. Res pa je, da če pripraviš nekaj za tekmovanje, se hočeš še posebej potruditi, nekaj posebej pripraviti, pa včasih kakšna zadeva tudi ne uspe. Medtem, ko so organizatorji izbirali prleške gibanice, smo ujeli tudi župana občine Križevci pri Ljutomeru Branka Slavinca, ki prireditev podpira, ker občini prinaša tudi dodano vrednost. Od začetka, torej leto že 10-tič, ocenjevanje prleške gibanice. Od začetka sem tudi sodeloval v ocenjevalni komisiji, kar mi je zelo izredno čast in veseli me, da je ta naša prireditev, ki jo vodi društvo Kelih, s podporo občine Križevci, že malenkost prerasla tisto začetno stanje, kot je bilo. In seveda, mi kot Prleki smo izredno ponosni, da lahko to prireditev gostimo, da je to pri nas in seveda prleška gibanica, naša tradicija in seveda s tem želimo nadaljevati in nadgrajevati. Pomembno je družiti se in imeti se lepo. Zelo pomembno. Zdaj, če omeniva mogoče ta koronski čas, za vse tiste, ki radi pečejo in pripravljajo prleško gibanico, je to bil najbolj primeren čas. Takrat so imeli čas, da so to svojo umetnost nadgrajevali. Zdaj pa je zopet ta čas, ko se bomo družili in to bomo zdaj z pridom izkoristili. Danes, kot že rečeno, z 10. ocenjevanjem prleških gibanic, jutri bomo nadaljevali z pohodom prleškega gibanice in seveda potem popoldan z podelitvijo najboljšim in vsem udeležencem, ki so pripravljali prleško gibanico. S podelitvijo certifikatov tradicionalna prleška gibanica spodbujajo peko prleške gibanice v okrogli lončeni skledi, tako pri tržnih ponudnikih kot pri ljubiteljih prleške gibanice. Taka je bila namreč tradicionalna peka.